sodelovali pri tem modeličku. Ampak najbolj lepo to, da delate. Če ste se premaknili toliko naprej, kar sem jaz govoril, je zame največje verilo. In sicer, tako kot ljudski zavede, to je treba pač na sebi delati. Če ne delaš, ni uspeha. Je, a veste, je, samo je zelo počasno, narediti se. Ker vsi živimo, telo živi v trenutku. Samo naši možgani pa enkrat so v preteklosti, enkrat so pa v prihodnosti. Enkrat je stvar zamera za nazaj, potem pa skrb za naprej, kako bom pa naprej živel. In strah, to je mrtva energija. Ta nas krni. In če boste premagali strah, da boste samo na ta način, da boste vse. Ko vdihnete, veste, vdih in izdih. In to je osnova življenja. In če boste to usvojili, če ste to usvojili, ste usvojili veliko. Prav vsi dihamo. Seveda dihamo, samo nezavestno. A veste, kdaj se zavemo vdiha? Takrat, kadar gremo v hrib. A ne? In začnemo, ja, kako pa to, da ljudem zrak, ne? Ja, zato, ker si ga potreboval, telo ga potrebuje, pa ne samo zrak, ampak energijo. Energije manjka. In če mi vzavestimo to energijo, pri vdihu in izdihu, vemo, da je to energija, katera nam daje življenje. To je življenjska energija. Na tej energiji sloni vsa tehnika zdravilcev. Na vdihu in izdihu. Ker dobimo z vdihom energijo in jo oddamo. In ko se zavemo, da je to energija, vemo, da je to življenjska energija. In kar je pa najvažnejše, energija je neuničljiva. In ko mi začutimo to energijo v sebi, vemo, da smo večni. In kaj je lepšega, če to vemo? Kristjani imamo Jezusa. In skozi se zgovarjamo na njega, on ne bo rešil. Kje pa je ta Jezus? Kje pa je to? A tam, kaj je prebit, ki ga imate v kotu prebit, ga da ne bo šel? Tukaj noter. Z vsakim vdihom, ko čutite energijo, je on z vami. To je to. Vi imate vedenje, ni vam treba verovati. Vi imate vedenje, da je življenjska energija v vas. In 4 leta sem vam to dogodil. In če ste to odnesli, ena je napisala, kaj trpi, ne. Zakaj trpi? Ni v zdaj. Ni v zdaj. Če si ti v zdaj, ne moreš trpiti. Trpljenje je laž. Trpljenje je negativna energija. Trpljenje in strah sta mrtvi energiji. In te dve mrtvi energiji nas obvladujejo toliko časa, dokler ne spoznamo, da smo vendar živi. V tem je smisel. V tem je smisel, da veste, da smo skozi. To, v kar smo ujeti, v telo,
to je avto. Ko ga vozimo? Aha, ne gre več, se usedemo drugega. Ni tako enostavno, kot mislite avto, ampak podobno. Nukleus, jedro, nas ostane isto. Gre iz življenja v življenje. To se pravi, smo večni. Kolikrat smo se srečali, ampak ker to nismo vzavestili, se samo tukaj le poznamo. Bog ve, kolikrat smo bili skupaj. Mi smo stari znanci, sigurno, zemljani smo bili več tisočkrat na zemlji. Ampak zdaj, ko je nova doba, se ni nova doba zato, da napišemo nova doba, da lahko malo več ukrademo, pa si malo več prilastimo, ampak to, da se zavemo sami sebe v sebi, da začutimo energijo, da začnemo tako živeti. Ko začutimo energijo, se sprostimo, imamo možnost, da začutimo čisto ljubezen. Ko pridete do miru, čutite čisto ljubezen. In če imate čisto ljubezen, boste rekli, da se slabo počutite. Ja, mogoče od začetka, ko še ne verjameš, ko še nisi zadost natreniran, ko ne čutiš te energije, ampak ko jo začutiš, ne se bati. Ne se bati. Ne se bati niti prihoda. Ker bo spet novo rojstvo. In vi, ko ste trenirali, ko trenirate, imamo šanso, da pri drugem rojstvu bomo zelo hitro predvajali. To, kar smo osvojili, to bomo že imeli. In bomo štartali od tam, kjer smo nehali. No, to je zelo, mislim, da imamo dosti. To sem bil izvan iz anketo, da sem vam moral to povedati, ampak jaz bi šel pa na pevske vaje. Lepo se državnete, ko se treba, niso, prije bomo s polknim glasom, odprti usta, odpirati usta, če ne bomo ponavljali. No, in začnemo. Dekle je pod vodo šlo na visoke planine. Dekle je pod vodo šlo na visoke planine. Da bomo ponavljali. Najboljše. Veste, vsaka stvar, če je dobro narejena, je zadovoljstvo. In tudi, če nimate posluha, če pojete s polnega grda, boste pelko violina. Zadnjič mi je prijatelj prišel, gledal na televiziji, pa so bili vsi pametni.
Mozek je izredno dober. In je rekel, veste, tudi opisal se nauči na klavir igrati. Prav, ampak je še vedno, ne, opis. Čutenje je pa več kot samo znanje. Vsak v nas ima čutenje, in ko pojemo, občutimo vibracijo. Zdaj bomo ponovili, ker smo pač zadnji skupaj, ne, v tej sezoni, rečemo, ne. Po točkah bomo peli, to se pravi po najnižji začnemo, in to je O. Zrovnati se, pojete tako, da imate zravnano hrbtenico. Ko vdihnete, morate čutiti morate tale rebra, ko vdihnete. No, vdihnimo. Naprej, jaz sem mladenič, me zmanjka šite. Glejmo še enkrat, ampak odpirati usta, jaz vas gledam, ne takole, to ni odprt, glejmo še enkrat to. Občutek glas, probajte čutiti vibracijo. Ali veste, tukaj, ko nas je več, čutite tudi od drugih in prisluhnite. S tem, ko pojemo, tudi poslušamo.
zraven. Na glas. Ja. A veste, to se priključijo zraven glasov. Če ste bili pozoren, to pojejo tudi drugi. Ne pojmo se. Gremo pa om. Če boste bolni. Če boste spodaj dole, pojete Če ste prehlajeni, če vas matra, če vas depresija, ste vsi ste zmatri. Pojte A! Pojte A! To je sedež vaše duše. In če boste to ujačali, videli, kako se boste, kako da ste se v topli vodi skupaj. Zdaj pa še zmrzli duša čez. To vam da moč. To je kopanje v zvoku. Jaz mislim, da ste ga polovici tudi čisto znal. Koliko vas je pa čisto neravno? Prav, da pomenimo čisto začetka tehniko, to je vdih, izdih. Pri vdihu moramo paziti samo na to, kaj čutim, ko vdihnem, kaj čutim, ko izdihnem. Skoncentriramo se na čutenje, ne koliko globoko bomo vdihnili, ampak na čutenje, kaj čutim pri vdihu in kaj občutim pri izdihu. Kot sem prej povedal, čutenje nas dviga nad misel. Mi obvladamo misel samo s čutenjem. Čeprav je misel zelo močna, ima izredno moč. Ko se nas polasti, nas noče spustiti. Ampak, če boste obvladali vdih, izdih, ga boste kontrolirali, kaj čutim, boste izvežbali opazovalca. Ta opazovalc vam bo pregnal tudi slabe misli. Boste opazovali misel in misel ne zdrži vašega žačenja. Opazovanja, ko misel opazujemo, misel zgine. Enostavno ne zdrži vašega opazovanja. No, gremo na to tehniko. Sprostimo telo, damo noge v širino ramen. Telo sprostimo tako, zategnemo noge, nožne mišice zategnemo in jih sprostimo. To je sprostitev. Trebušne mišice zategnemo in jih sprostimo. Prsni koš zategnemo in ga sprostimo. Roke zategnemo in jih sprostimo. Vratne mišice zategnemo in jih sprostimo. Obrazne mišice zategnemo in jih sprostimo. Vdihnemo in izdihnemo. Nič močno, normalen vdih, normalen izdih. Samo opazujemo, kaj čutim, ko vdihnem
In kaj čutim, ko jih stišam? Počas odpremo oči. Pogledajmo se, ker naše roke imajo energijo, zginejo gube, tako da je to ena vrsta masaža. Kdo ni mogel tako potanoviti? Ste vsi lahko opazovali? Ste lahko opazovali vdih in izdih. No, to počnite vsaj 2 minuti na dan. Zaradi tega, da boste iztežbali opazovalca. S tem opazovalcem gremo potem lahko opazovati misel ali pa celo lahko držimo točko. To sem zelo priporočal od začetka na osnovni tehniki. In vaša skupina je bila najboljša, kar sem jih imel. To jih je bilo 11. 11 je dosegel točko. To se pravi, ko dosežete točko, to je prva stopnja meditacijske joge. To se imenuje ekarga. In s to tehniko, ko jo imate, greste lahko vsakega jogija poslušati, da boste zastopili. Zaradi tega, ker vi boste šli v točko in v točki boste stvar razumeli. Če pa točke nimate, je pa vse zastonj. Nič ne pomaga pamet. Lahko se na pamet naučite, ampak ne boste zastopili, kaj vam je ta joga razlaga. Če točke ne obvladate. Če pa obvladate točko, boste to obvladali. To sem vam že na začetku prepovedal. Jaz sem točko naštudiral leta 85 in leta 90 sem si pozdravil prosto to, ko sem šel 2-krat na Kitajko. Poslušati Kitajko in rekla, sprostite se, bodite brez misli. Evo, meni se je prostata uredila. Splača se to natrenirati. Samo, da pa se pa trud, bolj ni resto. Hvala lepa, Matija. Ker je tole zadnjič v sezoni, ne, pa tudi potem samo bolj pores pribivali. To je tvoj več. Samo pun se pribivali. Ali si vam moram prekupiti? Jaz sem dobra, lahko date vašim stanjem. Danes ste prisotni.
Kot da bi vestel še. Poglejte, da se je šlo, ali je to mogoče? Ne. To je točka. Ne, to je pa že vedenje. Ja, tako, jaz bi se vam iz srca zahvalil, da ste danes prišli, da smo pravzaprav zdržali 4 leta, 4 sezone, in da ste se pač nekaj naučili. Moram pa reči, da sem se tudi jaz od vas zelo veliko naučil, ker sem moral tudi trenirati, da sem vam lahko snovi podajal. To vam moram povedati, to sem vam že danes povedal, ampak bom ponovil moje hvaljenje. Proces prisotnosti, Michael Brown. To sem jaz šel skozi in ko sem 10 tednov treniral, sem si napisal, Jožko, čestitam. Čestitam si. Ne? Sam sebi. Ampak nisem dosegel tistega, kar pravzaprav Michael Brown obljublja. Michael Brown obljublja pravzaprav, lahko bi rekel, novo rojstvo. Jaz sem še bil tak tepec, ki sem bil prej. Tole pa ni šlo, ne. Nisem to ponovil. Nisem ponovil drugič, pa sem še zmeri vedel, da sem še na isti točki, da nisem kaj dosti usvojil. Tako grem pa še tretjič. Takrat sem vam že jaz to predaval. In sem rekel, da je to dobro. In so tudi moji kolegi zelo dobro trenirajo, ampak zanimivo je, veliko jih je dojeli. Zakaj? Zato, ker Michael Brown ima tehniko dihanja, ko se moraš odprti. Odprti se moraš otroku, ki je v tebi. Ta otrok na vso silo hoče ven. In gre skozi bolezen ali pa skozi vedenje. Ali se tako obnašamo, ali pa izbruhne bolezen. Otrok hoče dobiti tisto čisto ljubezen, ki jo hotel od mamice. Pa jo ni. Sem šel to potem četrtič. Pa je moj kolega zbolel za rakom. Res huda stvar to. Nisem šel še 5. Pri 5 sem pa začutil, da sem iz telesa zunaj. In ko sem dihal, sem lahko opazoval svojo energijo, kako vdihnem, kakšne barve je in kako izdihnem. In ta energija se pravzaprav povezala s celim prostorom. Bog se je pa dobro. In sem potem šel še 6. Pa sem šel še 7. Ampak vam moram povedati, da ta prisotnost deluje tudi, kadar ne treniram. To je skozi prisotna. Čim pridem v situacijo, da bi se moral razburiti, je taka situacija, da bi se, ali promet, ali je to, ali je nekaj pride nasprot, ko me vrže ven. In če jaz nisem v sebi, sem zamudil tisto situacijo. Nisem prav odreagiral, sem odreagiral z egom. In ponovi lekcijo. Pride težja. In nas ta energija enostavno vodi iz situacije v situacijo. Če nisem prisoten, zamuditi so stvari. Zato
moram biti skozi v sebi. To bom zaradi tega razlagal, da jaz to naredim že desetič. Pa odkrivam ene stvari, kot da jih prvič čitam. Kot da jih čitam prvič. Veste, to sem vam zato povedal, da sem se tudi jaz, koliko je rekla Marina v uvodu, dvignil z vami. Če sem vam to razlagati, sem mogel to pretrenirati. Drugače mi iz teh izkušenj ne bi mogel povedati. To je to. Je pa res, vsak doživlja to posebej. Različno. Če je prehudo, vzemi manj. Ne, pojdi na 15 minut. Pojdi pa po 5. Tako da lahko obvladaš na ulici tudi prisotnost. Kot te jezijo. Jezijo te zaradi tega, ker je ta energija. To je ta energija prisotna skozi. Ona ve, da te more dražiti. Poštar pride, a ne, in te zdraži. Zdražite, zakaj? Zato, da ti dokaže, da pravzaprav še nisi prisoten. Nisi še prisoten. Jaz pa svetujem, da ste dobra, lepa skupina, da se zorganizirate, mogoče skozi Marino, pete se in dajte izmenjevati izkušnje. Izmenjujte, ker pogledajte, kako smo napredovali v 4 letih. Zakaj mislite? Zato, ker ste redno hodili, ker ste redno delali, ker ste redno trenirali. Zato ste imeli tudi uspeh. Pa čeprav zgleda, to je ne, grozen. Ja, seveda je grozen. Samo zato je grozen, ker smo premanj delali. Samo zato je grozen. A veste, še eno knjigo imam s sabo, ne? Zdaj bojo rekel spet eno novo tehniko. Zadnjič sem vam pokazal stvarstvo, ne? Je zavest, ki izvira iz biti. Biti je lahko tudi Bog, ne? Ali pa stvarnik. Tista najvišja energija, ko pravzaprav vse kontrolira. To je napisal Slovenc in lahko jo malo pogledate. To govori o stvarstvu in matematično dokazuje, kako stvari v vesolju tečejo, kako naš reagira na to. Kaj sploh dojemamo? Mi imamo pravzaprav 5 čutov, ampak s temi 5 čuti ne zaznamo vseh vibracij. Ne zaznamo vseh polj, ki so prisotna. Mi zaznavamo samo toliko, kolikor pač lahko z možgani dosežemo, pa s temi 5 čutili. Več ne gre. Ampak, če še to ne uporabljamo, koliko je, naučil si jo jeti, klavira, ki še zmeži ista stopna. Ista stopna. Mi moramo vedeti, da razširimo zavest. Ja, malo tako hud prijet, ampak drugače pa izredno dobro. Je izredno dobro. No, jaz sem tole prečital in vam jo lahko svetujem, da jo preberete čez počitnice. Vkolikor jo boste lahko dojeli, a ne se ni treba se posiljevati, kolikor jo lahko sprejmete. No, potem sem pa še eno dobil, to je pa druga, ne. Ta se pa nanaša na Marjana Ogorevca. Marjan Ogorevca je od nje učil tehnike.
In sem rekel, to knjigo moram pa dobiti. In to knjigo je zdaj berem. To je tisto, ko sem vam kazal po Žižirkanju, ko smo takole gledali, ne? In potem zaznate energijo. S temi občutljivimi, ko zapremo oči, z vekami, veke so tako občutljive, da zaznajo energijo. A je energija, a je pa ni. In skozi to pravzaprav je razvila neverjetne tehnike. Do neverjetnih rezultatov prišla. In kaj vam naj drugega rečem? Učite se, čitajte. A veste, evo, kar delam skozi. A veste, to je Izraelka, se ima ene stvari ima zelo tako, toliko da se skoraj težko, tudi jaz težko absolviram, ampak kar se tiče pa tehnike zaznave energije, to pa moram reči vsakaj čast. To je pa doma. In to splača prebrati. In gleda stvarstvo iz strani energije in ga približa iz druge strani, kot recimo, on je logik, on logično razlaga fit-fak, on razlaga logično, ta pa na podlagi čutenja. Tako da pravzaprav dobite enako zadevo iz večjih zornih kotov. Ženskega pa moškega vidika, ne? Ja, tako, ja. Zato sem mogoče malo težko kapiral, dobro bom že, pa še kaj še bral. Veste, vsako stvar, če se vam zdi zanimiva, je dobro, da jo začnete delati. In potem boste zastopili tisto knjigo. Če pa ne boste delali, če boste samo prebrati, to je. To je samo ego rata močnejši pod konci. In mi smo naredili v bistvu nekaj drugega, kot smo samo pa ego nahranili. Jaz bi vas vprašal, kako pa vi gledate na tole, kar smo se pravzaprav učili 4 leta. Na to, da ste prišli do zdaj, a pride v poštev, ko se razburite, ali ne pride v poštev? Ali mi lahko kakšen od nas to odgovori? Pride. Se zaveste, da se ne razburite. No, to je bistvo. Če ostanete mirni in da se opazujete, kaj se pa v meni sedaj dogaja, ko me ta človek razburja, boste videli, da se nekaj v vas premakne. V vas se nekaj premakne. Kaj mislite, da se premakne? Ta naš otrok v nas, ko hoče ven svojo energijo, tega začute. In ko to začute, to napetost, takrat pride do tiste situacije, smo rešili zadevo, smo povezali in smo lažji in nam odleže. Drugače pa, če se pa sam jezimo, ne? Nismo naredili neč, je pa on kriv, ker mater me je zdražen, pa spet me tudi zdražen. Se me sam jezijo, ne? V sebe pa se pozivamo. V sebe pa se pozivamo. Mi smo prišli zaradi sebe na svet in zaradi sebe bomo prišli. Kar se bomo naučili, to bomo profitirali. Vedeti
vedeti pa morate, da ni noben slučajno se rodil. Ben se ni slučajno rodil. Vsi smo se rodili z namenom, da na tem svetu, v tem telesu, nekaj spoznamo. Ko smo prišli v novo dobo, mi smo novi dobi. Ne zato, da gremo v Hofer, pa kupo, kaj se imeli nove stroje, pa v drug, pa to je, ja, to je tehnični napredek, sigurno je. Ampak mi smo prišli zato, da se bomo razširili zavest, da bomo lahko komunicirali z vesoljem. Vesolje ni gor, vesolje je v nas. Edin v nas. Kar bomo v sebi dobili, bomo v vesolju vedeli, da je tako. Da se pridi do začetka tega vesolja, preko nas samih. Tako. Vsak lahko pride. Prav, ja. Big Bang, ki ga iščejo, je pomota, v bistvu. Se da doživeti prav tisto začetek. Tako da je to zelo globoka stvar. Na glasno. Ja. No, mislim doživela preko različnih tehnik, ki sem jih prej delala, ampak ker me je prej v življenju vedno zanimala resnica o nas, zakaj smo tu, zakaj smo rojeni in v vesolju, zakaj je, zakaj, ali kako je nastalo, kje je začetek. In potem se pač pojavi odgovor, ne, tako globoko res, da greš čisto preko vse materije do materije, do tistega začetka, vdiha, ker je pač začetek je nek tak vdih, tisti bom, ko se pa predela in nastaja vibracija, ki kreira. Iz tega, no, ko ste prej žensko, moško, mati vesolja, ki je potem pa tudi oče, ker iz sebe ustvarja božanstva in materijo naprej, tako da to je pač tako. Res prekrasno. Vse to tudi sta Naomi govori, o tem govori. Kako bi komentiral, da ti lastni otrok vodi otroka v tebe? Ja, vsi kot te razburijo, če boš zadost pri sebi, če boš lahko ostal miren pa v sebi, boš napredoval. In da to te tudi lastni otrok lahko opozori, da se odpelje svojemu otroku. Svojemu otroku. Ja. A imaš še kakšen kaj? Bi še kakšen kaj povedal? Jaz skozi dihanje se pozdravim bolečino. Bravo. Čestitam ti. Ja. A je še kdo kaj skozi dihanje doživel? Jaz že dolgo nisem znal. Jaz ti moram pa povedati, da sem skozi znal. Ni nič narobe, ne? Mi je čisto v redu, ker ne verjamem, da sem paden. Kaj pa imamo? Nič. Ja. Veste, tole orodje, ko smo pregledovali, ko sem ga tudi dobil zdaj, to govori o bolečini. Bolečino moramo pač sprejeti. Bolečina je tako kot strah. In strah je pravzaprav bolečina. In ko jo sprejmemo, enostavno popustiti. Enostavno popustiti. In mi začnemo normalno funkcionirati. In kako recimo se ponašamo do človeka, ko nas ogroža, lahko nas tudi s črno magijo. Sploh ni problem.
tudi to se dogaja. Slušajte. Vesolje je polno čiste ljubezni. Vdahnite čisto ljubezni. In mu jo pošljite. Pošljite mu čisto ljubezni. Kaj pa je Jezus govoril? Če te vdaj po enem licu, ne samo drugega. Ja, težko, če te bo še po drugem vdaj. Mora biti res zelo premaknen, da bi čemu pa pošljemo ljubezen. Čisto ljubezen. Vdahnite, mu jo pošlji, obžiga v čisto ljubezen. In mu odpusti, kar ti delaš. Odpustimo. In s tem, ko mu boš odpustil, bo on zgubil moč. Moč pa samo takrat, kadar se z njemu borimo. Bolečina ima takrat moč, ko od nje bežimo, ko se trgamo stran, a ne, ko jo hočemo omejiti. Sprememo. Bolečina nas samo opozarja, da je nekaj v telesu narobe, je treba to postaviti v ravnovesje. Nič drugega. In orodje, to sta dva psihiatra, je izredno lepa knjiga o temu govori. O temu govori, kako premagati bolečino. Evo, ti si uspel. Prav. Takrat, ko je bolečina, ko vas je strah, pa sprejmite ga, vse ga ni. Pa ni več. Če boste pa bežali od njega, bo pa ljubil ta strah rata groza. Pejte not. Pejte v to. Poskuste. In to boste videli, da zelo močno bo. Zelo močno. A imam mogoče kakšen kdo primer, ko bi lahko kaj povedal? No, zelo zanimiv mora biti primer. Ko sem bil v nekem kraju na svetu, sem rekel, da več kot kilometer iz centra ven tega mesta ne smemo, ker bomo življenjsko ogroženi. Jaz izviram iz takih krajev, ki je bilo veliko nasilja in vem, recimo, podzavestno vem, da ne smeš pokazati strahu. S tem kolegom sva šla zavestno v to okolje, da bomo to izkušnjo doživela. In ko so nas obkolili taki zelo negativni, pa na prvi moment je bilo hudo izgledali, to se ves čas smejala in seveda nismo imela nobene vredne stvari na sebi. In čez čas, sicer najprej so tako pokazali, da niste pravi, ampak čez čas se je pokazalo, se je debata obrnila v obratno smer. Tako da smo se začeli prijateljsko pogovarjati, tako na svoj način. Na koncu se nas celo povabili domov, ampak mi smo rekli, da moramo prijeti keke, da bi iskali na akcije in to. Ampak ta izkušnja, da ko prvič ne pokažeš strahu, ko si tako ogrožen, drugič pa pokažeš eno podzavestno spoštovanje teh ljudi, da ga neč ne, zaradi tega ga ne obsojaš, ker te je napadlo, on imaš da svoje razloge. Ampak da si čist miren, prijetno se obnašaš in kar naenkrat se situacija čisto mir. Bravo, to je to. Ma še kdo kaj? Hvala. Ja, meni so tudi rekli, da ne smem recimo v Harvardu tam na Ameriki, ne? Pa kaj sem prvi nisem rekla, no pa res ne bom šla, pa enkrat sem se pa okoražila, pa sem šla v Harvardu, pa sem rekla, pa zdaj mi bodo oropali, to mi bodo krali. Potem sem pa spremenila svoje mišljenje in sem rekla, kaj me bodo oropali? Vsi lepo hodijo normalno, pogled, v trgovino hodijo in potem izgubila ta strah in brez enega incidenta cel teden lahko sem hodila v tistem. Ja, to je to. To je to, veste.
Strah nas blokira. Strah je negativna energija. Ta negativna energija je pravzaprav, to je mrtva energija. Ne? To je v nas mrtva energija in tudi v vesolju obstoji mrtva, ne? Tako rekoč črna luknja. Ne? Ampak ta ženska, ko razlaga vesolje, pravi, da to sploh ni res. Da je to samo napaka dojemanja. Napaka dojemanja. A veste, tudi pri nas v življenju, če pogledate naša poročila, takoj vam bojo povedali, to pa to pa to pa to se je zgodilo, a ne, tako in tako vreme bo, paste na to, paste na to, paste na to. Skozi ima, v teh poročilih je pravzaprav so prisotna opozorila za strah. Pa toliko in toliko je nezaposlenih. Toliko in toliko jih je zbolelo za to. Toliko in toliko je zbolelo za to. In človeku, ko mu to pripoveduješ, mu usajaš strah. Strah nas pa krni. Vi raj zjutraj 2 minute, če pa zmorete 10, pa 10 minut. Dihajte, da dobite v sebi mir. Potem pa pejte v dan, v dogajanje, v življenje. Če boste pa poročila poslušali, tako že se. Se ne morete, kako boste šli. Jaz sem te spoprijete čez bega na cesto, pa pride sosed, da rava tako vas v temu, ne. In evo, tako so kar bolje. Tako. Umiriti se moramo mi. Na nas je. Pa bomo novo dobo doživeli? Pa ne bomo. So pa ljudje, ki so bili v novi dobi, tudi v starem veku. So bili v novi dobi. Zakaj? Ker so dobili mir v sebi. Oni so lahko vse ustvarjali. Reče, to so pa vesolci. Seveda so vesolci. Mi smo tudi vesolci, tako pa smo prišli. Tako smo prišli. Kaj pa smo? Ja, nekako smo tukaj, ne? Torej, če smo tukaj, nekaj treba narediti, ne? Iz sebe. In če se boste zorganizirali, pa če boste takole izmenjevali izkušnje, bo krožek krasen teko. V Kranju imajo vsak teden take sestank, pa naredijo recimo očesne vaje. Ali pa naredijo dihalne vaje. Ali pa smejalne vaje. Ali pa, a veste, to mora biti pestro. Pri meni je s tem, jaz vam zmeri govorim zdaj, ampak te, ko trenirate, veste, da ne govorim zmeri isto. Zakaj ne? Zato, ker vi drugače stopite, kot pa začetnik. Začetnik bo rekel, da se to sam ponavlja. Ja, seveda se ponavlja, ampak tolikrat moraš ponoviti, da se premakne v miselnosti. Da začneš to dojemati. In ko začneš to dojemati, vidiš, da ti je lepo. In ko vidiš, da ti je lepo, pa kaj pa še hočeš? To je najlepši, kar lahko doživiš. To je to.
bi šel še na eno meditacijo. In sicer bi bila najdaljša, pa bomo poskusili opazovati miši. Bodite pozorni tudi na glasove, na to, kako smo v prostoru, slišali boste od zunaj glasove, kar se dihanje in tako naprej. Vi bodite pozorni samo na misel, ko pride v ekranček. Ko pride misel v ekranček, jo opazujte in misel bo zginila. Bo se bo pojavila druga. Zopet se samo spozorite. In tako bomo misel za misel lepo počasi odpravili. Poskusimo, spet bomo šli spustimo noge, sprostimo trebuh, sprostimo prsni koš, sprostimo roke, sprostimo vrat, sprostimo obrazne mišice, smo popolnoma umirjeni. Dihamo normalno in smo pripravljeni, da bomo opazovali misel, ko se bo pojavila. Počasi odpremo oči. No, kdo je lahko opazoval misel? Kar dvigajte roke, dvigajte. Pa poglejte se, poglejte, koliko se lahko opazuje. A veste, da opazujete misel, to je že kar stopnja, ko se lahko vprašate, kdo pa je tako opazuje misel. Da moj notranji jaz. To je stopnička više. In naslednja je točka. Ko boste lahko držali točko, 3 minute, koliko sem rekel, to je prva stopnja. Italija. Veste, je zaradi tega to poudarjam ta trenutek, ker vse tehnike grejo iz tega trenutka. Ko ste v tem trenutku, lahko trenirate karkoli. Če pa niste v trenutku, da ste v možganjih, ne boste mogli. Zakaj ne? Zato, ker možgani so zmeri malo naprej ali pa malo nazaj. Nikoli pa ne tukaj in zdaj. Nikoli. Samo občutek in opazovalci. Te dva sta alfa in omega za napredek. Možgani so pa zato, da misel tvori
morate lepo misel. Ko vi dobite slabo misel, ali pa jo prečitate, ali pa jo slišite, obrnite jo na pozitivno. Obrnite jo na plus. Pozitivna misel gore premika. Negativna tudi premika. Samo kje? Vse se nam vrne. Karkoli počnemo, ta trenutek, dobimo naslednji trenutek nazaj. Dobimo naslednji trenutek nazaj. Poslušalo, kaj poključine? Vsaka stvar dobra, če delamo dobro, se nam dobro vrača. Če mislimo dobro, se nam dobro vrača. In ta trenutek je pomemben, kako razmišljamo. Za naslednji trenutek. V tem trenutku ustvarjamo naslednji trenutek. A bo dober? Vse. Če bo rekel, to me boli, sem sedem, gotovo bo naslednji bo še slabý. Če zdaj, ta trenutek, začnemo pozitivno misel. Tudi če še tako zbolite, pozitivna misel, zdravje, pozitivno energijo privablja. Negativna misel, strah, je pa pešjamo. To je pa uničujoče. A veste, v taborišču so bili dosti hudi pogoji, ampak veliko jih je preživelo. Veste zakaj? Vsak dan se zahvalili, ker so ga preživeli. Vsak dan. Mi pa to klememo. Veste, so ljudje, ko se namerno vržejo v težke težave. Ampak jih kaj prodijo. Zakaj se mečejo v težke težave? Ne bojijo več pa. Strah premagajo. Strah premagajo. In obvladati strah. To je najboljše, kar lahko naredite za sebe. Ne obvlada se ga pa tako, da se ga zagrapa, pa kakorkoli ne. Ampak s tem, ko greste v zdaj, v prisotnost tega trenutka, enostavno ni strahu. Ga ni. Ker vi morate opazovati, vdih, izdih. Ni časa za strah. Strah se bo preklapil. Strah je misel. Strah je misel. In strah opazujte. Bolečino morate sprejeti. Bolečino se ne bati. Pa nam bi ti lahko povedal kaj o bolečini. No, pa moj. Bolečina je posledica strahu. Ja, na glas. Ja, je posledica strahu in ko ta strah obvladaš, samo
S humorjem. More. Velikrat, ko smo v zelo hudi situaciji, zelo pomaga smisel za humor. Namreč na koncu, ko se tista situacija razvije do kraja, na koncu ugotoviš, da vse skupaj tista misel, prej, tisti strah, je bil nekaj v nas noter, v bistvu se pa ti blazno nastavlja. Blazno nastavlja, nič komplicirano. Tak se mi sami preznajamo, tista situacija samo vidimo v začetku drugačno, kot je v resnici. Vedno si slikamo večje strahove, kot pa so. Tako. Tako je to. Ampak smešno je potem, ko ta strah premagaš v tej situaciji, kako te mene dobesedno smeh popade. Se ne moram brendati več, ker mi gre na smeh, ko vidim, česa sem. Tista situacija prej, ki sem jo omenil, bila je na tak. Jaz sem že prej, ki sem jo včasih. Da se to tudi Oleg prispodal, ne? Oleg je razlagal, da pravzaprav kritične situacije, ko je bil najbolj kritičen, je on udaril na struno, na zabavno struno. Tako je rekel, da so enkrat bili v zasedi, ne, in so čakali Nemce. Prav je bila taka tišina, ne, vsi so bili napet, ne, in je komandant do njega prišel, prav, kako pa je s tabo, ne. Prav mene samo zanima, da bomo lahko tole ta prvo konzervo odprli. In sem se sprostil. Veste, to je to. Jasno, da je bila kritična situacija. On je poiskal način, kako bo to razgledali. Pa odpuščanje, on je zelo znal odpuščati. A veste, njega so pravzaprav ovadili in je bil 3 leta zaprt, ne, čeprav je bil 4 leta partizan, potem je bil pa še 3 leta zaprt. Ampak največji trenutek v življenju je doživel, ko je zapuščal zapor in mu je 3000 zapornikov na menjaško igrali. Igrali la 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 la, la 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 la, la 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 la. Rekel, da to je nekaj fantastičnega. Prav, da je prišel v zapor in je čutil, da ima nalogo, da ljudem pomaga. Ne, da se je on čutil zapornika, ampak on je čutil, da lahko ljudem tam pomaga. In je pisal prošnje za pomilostitev in tako naprej. In so ga imeli vsi 3000 zapornikov, on je bil njihov vodja. On je bil pravzaprav njihova taka sveta koža. To se prav pretvoriti situacijo. Zapor je bil tudi za njega, ampak ker se je začel čutiti, da lahko je koristen ljudem, je on začel uživati. Je v zapor prinašal lepo. In ker je prišel ven, se mu je prišel ta upravičiti, ko ga je naznanil. Je rekel, sem se te prišel upravičiti. Prav, si ni zameril. Prav, nič ti nisem zameril. Prav, jaz vem, da si bil ti prisiljen, da si moral. In si bil v večji stiski, kot jaz, ker sem bil zaprt. To je res. To je res. Veste, vedno, ko nastopi situacija, je treba poiskati tisto blago rešitev, kako iz tega ven priti.
kako iz te situacije na lep način priti. Dobite jo pa v sebi. Vprašajte srce, da vam bo odgovoril. To je, kar sem govoril o procesu prisotnosti. Ne? Greste, jaz sem tukaj, zdaj, v tem. Se pravi, grem skozi srce, diham. Zakaj diham skozi srce? Zato, da ga začutim. Zato, da ga znam uporabljati. Zato, da mislim lahko iz srca. Srce ne misli tako, kot možgani. Srce čisto drugače odreagira. Nelogično, ampak pravilno. Vedno pravilno. Ja. Jaz sem tudi enkrat doživela večkrat hude migrene na kolesarjenju, daljši turi, tudi naprimer močna migrena, ki sem imela več kot 20 km za narediti. In sem samo dihala skozi srce, me ni bolela. Če sem pomislila, kako je bilo obupno. Ne? Sem ves čas bila v točki, v trenutku in dihala skozi srce in sem prišla do tega cilja. To je bilo res huda vročina, ne? To je to. Srce je 1000-krat močnejše od možgana. 1000-krat močnejša energija. Ne? Hvala, kar si povedala. Veste, to je treba se naučiti srce poslušati. Sej, to je čisto enostaven povedan, ampak da ga pa začute, pa da prav odreagirate, to je pa lahko dolga pot. Čim več ste v mozgu, težje. Ne? Zato pa 2 minutke, vsaj 2 minutke na dan si vzemite. To ne mi pravi, da se to ne da. To se da samo odnokom disciplin. Ja, to je to. Malo reda pa discipline treba. Jaz bi nekaj vprašala, povedala in vprašala, mi hodi zdaj na misel. En večer sem bila pred hotelom Delfin v Izoli, tam ponavadi so starejši upokojenci. In sem mož je parkiral in sem čakala, da bo prišel nestrpno, slabe volje, bo prišel, bo našel, kaj tukaj čakam. In je prišla mimo ena starejša gospa, jaz tako, ona pa tako se nasmehne in mi naredi, kako lepo poje ta ptiček, ne? In jaz sem obstala, ker do takrat sploh nisem slišala in sem rekla, še ga sploh nisem slišala do zdaj. In vem, da me je pogledala, počeš, kako je možno, da ne sliši tega ptička. In ko šla naprej, sem se zavedla, da dejansko sploh nisem bila v tistem do takrat, dokler me ni ona spomnila v tem trenutku, ker če bi bila v tistem trenutku, jaz bi slišala ptička, ker jo res lepo pel. In pa sem ona šla naprej, sem pogledala malo okoli, to je bilo cvetelo okoli, to je bilo vse tako lepo. In jaz sem živela nekje, moje misli, nisem bila tukaj zdaj. Zdaj, ko govorite, ves čas razmišljam, pa vas mislim tudi vprašati. Ta gospa misli verjetno ne dela vaj in to, ampak mislim, da je bila v tem trenutku zdaj, pa tako, če malo o tem poveste, ker me je kar nekako, kot da mi bi nekdo zbudil, mislim, ne vem, to je bilo nekaj, šokirana sem, sram me je bilo, kako jaz tukaj, kje najdem probleme, ne, a tako lepo je bilo vse. Ja, kaj bi rada slišala? Zakaj ta gospa to slišala? Hočem reči, jaz hočem reči, jaz mislim, da je dala toliko izkušenj skozi, jaz prepričana sem, da je sama ali z izkušenj ali je šla na vaše vaje, kakorkoli. Bravo. To je za ego. Hočem reči, meni se zdi, to, kar se
se mi zdaj učimo, je ona spoznala Skozi življenje. ja, izkušnje in ona to že tako živi. Jaz se pa priznam, se trudim, da bom tako in da pride momenti, ko vse to začutim, ampak in se sprašujem, zakaj. Pozabim in spet sem v problemih in ko pridem tle, vsakič, meni je tako lepo. In se kako spet pozabim in spet. Ne, mislim, rada bi. Poslušaj, pogled. Jaz treniram tole zdaj že 10-tič. Po 15 minut, dvakrat po 15 minut. Najmanj. Se uči tudi z nami. Ja, seveda. Poslušajte, jaz vam te stvari ne moram razlagati, če jih sam ne vem. Moram delati. Vi ste me prisilili, da sem jaz to delal 10-krat. Ampak zase, ne za vas. Vam lahko samo posredujem. Ti pa, ptička, zato nisi slišala, ker si bila odsotna, ker si imela skrbi. Ta gospa, je bila pa starejša, je pa lahko ptičke poslušala. Veste, ni samo klede na delavnici. Ljudje so osveščeni. Ljudje imajo odprte glave. In zavedanje isto. Sej, veliko jih je, ko so ga zavedali, pa ne govorijo. Ne govorijo, on je tih. Kar se tiče pa ptičkov, ne? Jih pa tudi jaz zjutraj poslušam. Tudi jaz zdaj. Ker tako lepo pojejo. A veste, to je zame lepši kot vsak koncert. Melodijo imajo izredno. Izredno lepo pojejo, pa ko en nekaj drug začne, pa te čez. In to je orkester. Zjutraj je cel orkester. Tukaj imate, jaz sem vam povedal, morje. Ker bi bil jaz tukaj, jaz bi skozi tam na obali sedel pa poslušal. A veste, ali pa vsaj nekaj časa. Važen je pa trening vsak dan. Vsak dan. Če boš vsak dan trenirala, boš ptičke slišala, boš tisto gospo drugač videla, ko bo prišla zraven. Pa marsikaj se spremeni, ko smo v zdaj. Te situacije, ko sem prej razlagal, a veste, prisotnost nam privede, da nas osvesti. Tvoja prisotnost je Gospod nagovorila, da ti naj pove pomoč. Ja, si zadovoljna? Ja. Ima še kdo kaj? Jaz bom nekaj sprožil. Ampak tiste pičke tudi včasih kaj rad poslušam, da bo to glasno papilo. Zdaj, drugo me ne bolj ne? Na tem planetu imamo 4 tekmovalce rivale. Znanost, filozofijo, duhovoslovce in filozofe. Jaz sem bil že v njihovih krogih in pridejo potem 4 različna mnenja in prepričanja ven. In boditi pameten. Slušaj, dokler boš pameten, to bo zelo. Ti vodi v sebi. Vse nismo prisotni. Ja, pa Vodi potrebno to. Greš lahko med filozofe, greš lahko med znanstvenike, lahko greš med duhovnike. Ti, ko boš v sebi, si znaš, vredno lepo poslušati, mora reči, da si enkrat. Veš, vodi v sebi, v trenutku in se ti to zgodilo. Gledam misel, to filozof ne bo dojel tega, ne more. Že jaz imam težave. Ampak ne skozi misel. Ja, ne skozi misel. On bo to tehnično treniral, da bo potem boljši filozof. Ker tudi niso vsi filozofi.
Eni se kliče, se samo imenujejo filozofi, pa niso filozofi. Pravi filozof govori čisto resnico in je ista kot tista iz srca, oziroma kot tista, ki jo doživljaš preko tukaj zdaj. Tako da se ne rabiš prepirati in se izguba časa ali znanstvenike, ali filozofe. Kar boste čutili, Prava resnica je ista. Tisto je vedno prav. Tudi če boste gledali, za vas je prav. Če drugega ne, boste imeli pa izkušnjo dobro. Že, ampak potem, recimo, če se znanstvenika pogovarjam, pa so jezuiti, so fanti, so prijatelji, se z njimi klepetati, ne? Ampak jaz dvomim v jezuita, ker povem, dvomim v znanstvenika, ker povem. Potem pa vlečem ven in po svoje sejem, žanjem in tako dalje, ne? Lepo, da se prideš. Veste, vi, ko to trenirate, vi trenirate vedenje. To je vedenje. To ni nekaj, kar se da naučiti, kar se da verovati. Vi, ko začutite energijo v sebi, veste, da imate in energija je neuničljiva. Je večna. In če imate to zavedanje, ne rabite več. To je samo igra, kako se tukaj dogaja. Ne? To smo sami igralci. Ko mi pride na misel, tukaj če nima potem direktne zveze, ampak ena zen zgodbica je zelo lepa, ko v bistvu, ko iščeš učitelja in se hočeš iti duhovno učiti, ne, se treba pripraviti na to, da te potem tisti učitelj tudi sprejme. In res je bil en, ki je bil zelo strog in ni skoraj nikogar sprejemal. In potem je prišel k njemu en univerzitetni profesor, doktor, znanstvenik in tako. In pride tja in je rekel, evo, jaz se hočem učiti, ne, jaz sem toliko doktoriral, toliko knjig napisal, to in to sem vse spoznal, vse vem in tako, ne. A me sprejmete in tako, in kaj rekel, ne, zakaj ne? In te pravi, no, ti bom pokazal. In skuha čaj, oni imajo itak ta obred, ne, skuha čaj in začne nalivati in naliva. In gre čez šalcer in tako, ne, in ta pravi, ja, ustavite se, je že polno, ne, in tako, pravi, ja, ko boš ti opazil, da si tako prepoln in se boš lahko izpraznil, boš naredil prostor, da bo lahko učenje prišlo. Dokler si pa tako poln, pa teče vse čez in se ne da. Bravo, lepo, hvala. Taka lepa zgodba. Zdaj, jaz se jo izpodbijem. Če želite kozarec, ki je poln vode, napolniti z mlekom, je treba najprej kozarec vode sprazniti in noter mleko dati. Potem je mleko v kozarcu, ni več voda. Vse to je pripravljeno. Poslušajte, a ste še za točko? Pri točki dajte zaprositi v sebi tisto stvar, kar nas muči. Zaprosite v sebi eno prošnjo, ki se vam bo začela realizirati. Bote čim bolj primer, pa gledajte me oči. Koliko boste pač zdržali, če ne morate pa malo stran pogledati, ampak ne se pa premikati. No, gremo. Povem si 7 minut. A me vidite vsi? Zdaj.
Tamani naprej. Ja, tako je. A veste, pa če lahko, da se ne premikate. Pustite se. No, boste malo povedali, kako se doživeli. Kar na glas povedali. Ja, tako što. Na glas. Vijolično srebrno, plameno, koliko je glavo. Kako ste pa te drug videli? Kako? Tvoj ovo. Okoli. Sem videla, da ste celo s predlogo. Svetleč ste bil. Ja, lepo. Ma še kdo kaj zapovedati? Ja. Da smo sama to počela, se jaz v bistvu me motijo ljudje, če ti reče pol. Ko sem sama to počela, sem dosti bolj več sem videl, no. Bolj sem se lahko sprostil pa osredotočil na glas. Dobro. Ja, veste, to tehniko ne bom ponavljal, naučil sem se od Bracata. Ampak gre za to, da smo mi v skupni energiji. Jaz vam bom povedal, kaj je zdaj bilo. Jaz sem vdihnil ljubezen in sem jo oddal v vas. In se je naredil tak svod energije, če preko cele skupine. In mene začne zibati tukaj, ne. Živijo lahko noče. Tako da meni je bila zelo močna. Jaz bi se vsem zelo zahvalil, da ste hodili redno 4 leta, veste, in da ste vztrajali in vam na srce polagam, da to delate naprej, ker to vodi v napredek. Zorganizirajte se in imejte skupino, ko bo delala. Če nas je makar samo 5, boš 5 kot nič. Lahko še nekaj dodam. Ja. Zdaj, ker niste bili vsi vaš čas, sem vam že poslala te literature za branje, tudi to, kar je prej Joško govoril o Olegu. Vse njegove knjige so tukaj in si jih lahko spisodite in je res vredno prebrati to njegovo izkušnjo, kako je s Pomorjem vso vojno doživljal in vse, kar je doživel. Zraven bom pa dodala še tekoče, še to, kar je danes prinesel gradiva, pa še nekaj vmesnega, novega, naprimer Even Aleksander, Pogled v večnost, to je neurokirurg, ki je doživel tole bakterijo E. coli, ponavadi večina umre od tega. On je bil v komi 7 dni in v teh 7 dneh je prišel na drugo stran in od tam je prinesel kup spoznanj. Za njega kot znanstvenika, ki je bil popolnoma prizemljen, to bo tudi tebe zanimalo, popolnoma prizemljen, realen, se je spremenil svet totalno.
Zbudil se je iz kome brez poškodb, ker ponavadi ta bakterija E. coli požre možgansko skorjo in je ugotovil kot nevrokirurg seveda, da zavest ne domuje v možganih, ker sicer on ne bi doživel tega, kar je doživel. Res vredno prebrati, on ima sedaj tudi spletno stran, zbirate obsmrtne izkušnje. Vmes so išli darovi minevanja od Mance Košir, vredno prebrati. Skratka, en kup literature je take in drugačne, ki vam jo bom nasnula in dopolnjevala ta seznam, tako da imate še in še gradivo za delo na sebi. Skratka, pravijo, da je prišel čas, ko se ne ukvarjamo toliko z medsebojnimi odnosi, ampak je prišel čas tega individualnega ukvarjanja samega seboj in te lastne rasti. In to je vidno vse povsod, kajti tudi, se vidite, tudi znanost prihaja do enih uvidov in izkušenj in zdaj je čas za to. Ne čas čudežev, ampak čas tega, da začnemo verjeti, da je duhovna plat ravno tako resnična, kot smo resnični pač v fizični obliki. Toliko z moje strani. Skratka, bomo poskrbeli, da boste obveščeni, da boste na tekočem vsaj z literaturo, skratka s tem, kar lahko ponujamo, pa tudi s kakšnim srečanjem. Joško. Z Joško. Če boste v stanju povabiti, bom prišel. Jeseni, pred oktobrom. V 4 letih jaz nisem niti enkrat odpovedal. Ne, res je. Tako da Joško, res hvala. Nekaj. En aplavz. Pri študijskih krožkih je bistvo v tem, da se vsi učimo, ne? In tako mene ravno to najbolj veseli in to je tudi eno tako sporočilo pač dosedanjem financerjem, ne? Da se tudi Joško se je z nami učil in rastel, ne? In to tudi na vsakem novem srečanju je to tudi dokazoval, ne? Ne samo s procesom, ampak še s čim drugim, ne? Ja, veste kako je, če se jaz lahko učim, se tudi vi lahko. Sem sigurno najmlajši med vami. In treba se je vzeti čas za sebe. Če ne vzamete časa za sebe, se nimate radi. Ma pa druge, nimaš se rada, ne moreš imeti drugega rada, če sebe ne maraš. Najprej ljubite sebe, potem pa svojega bližnjega. Kakor samega sebe. Ampak če samega sebe ne ljubiš, kako boš drugega ljubil? Nemogoče. Ljubezen poiščite v sebi. To ne bo vaša popotnica. Sijaj, sijaj, sonče.